Pozdravljeni. Predstavljam vam posodobljen dostop do elektronskega zapisnika o tekme OZKM Puconce. Vsaka ekipa je prejela uporabniško ime in geslo, s katerim se prijavi na spletno stran. Se pravi, v menujske vrstice se pravi OZKM Puconce skozi admin. Sedaj se tu pojavi uporabniško ime in geslo, ga pišete. Za vas sem pripravil testni par med ekipama Sebeborci in Javševo. Te dve ekipe sta mi posredovali svoje podatke. Se pravi, sedaj se to izpiše. Gremo, ko smo prijavljeni, gremo nazaj v prvo vrsto, se pravi, in tu imamo vrsto elektronski zapisnik. Tukaj bomo sedaj dostopali zapisnika. Tukaj sedaj vidite, da se je prijavila ekipa Sebeborci in vidi samo svoje podatke. Tukaj se postavite na tekmo in tu se izbere sezona. Tu so vse tekme, ki so bile do sedaj odigrane, se pravi, greste do konca. Tu sem pripravil testni par, katerega bomo izpolnili. Se pravi, tu se postavite gor na svinčnik in tukaj sedaj se pokaže osnovna maska. Se pravi, stanje, datum, čas, prizorišče, to ne spreminjamo, razen stanja. Datum, čas, prizorišče ostane isto, sodnik tudi, vrsta tekme se ne spreminja. Tule sedaj zapisnikar izbere sam sebe in sedaj gre zapisnikar pred začetkom tekme na igralce. Se pravi, vzame prijavnico in osebo, katera je prijavljena, igralca, označi. Tu jaz začetek imam pripravljene številke, sem že prej vnesel. Se pravi, tele igralci so bili prijavljeni. Se pravi, tu, če ni številke, lahko dodamo, se pojavi 9. Tako sedaj tukaj isto. Opozarjam vas na eno. Ob naslednjem izpolnjevanju zapisnika bodo obstoječe številke dresov ostale zapisane pri igralcu. Tu bodite pozorni, če ima drugo številko dresa, da spremenite številko. Tole sedaj smo izpolnili, sedaj je pravi pripravljeno vse za začetek. Tule gor imamo stanje. Tu je krasna opcija v živo, se pravi, med samo tekmo da zapisnikar stanje v živo in tole vse skupaj shrani. Ko se podatki shranijo, se postavi ponovno na začetek, na začetno masko. Tukaj sedaj ponovno isto. Tukaj bi vas rad predstavil, tole je ta rdeča v živo. Mislim, da je to zelo popularno, pa zelo dobra rešitev, da lahko sproti prenašamo pa objavljamo podatke. Se pravi, ogromno ljudi spremlja od doma tekmo, se postavi na spletno stran in sproti spremlja.
S tem, ko zapisnikar vidi, da je bil dosežen gol, se pravi gol, se pravi Jevševu da gol, se gre spet to objavi se s tem, da se da shrane. Tako. In sedaj tule osvežimo. Vidimo, da je tako. In s tem ves čas nogometne tekme obveščamo o poteku tekme. To je zelo dobra stvar, katere se lahko klubi poslužujejo. Se pravi, to je tako. Je pa potrebno za vsako spremembo shraniti pa ponovno se vrniti. Se pravi, to je bilo tukaj, tekma je končana, se pravi, se je končala z rezultatom 2:2, to je tako, to sodnik po koncu tekme pride do zapisnikarja, na podlagi svojih zapiskov poroča. Se pravi, prvi polčas se je končal 1:2, končni drugi polčas se pravi 2:2. Tukaj spodaj ni treba več nič popravljati, se pravi, to je bilo tako. Tu gremo, se pravi, zapisnika imamo, sedaj pa gremo na dogodke. Dogodki pomenijo doseženi goli, kartoni, se pravi, gole vpisujemo tako, kako so tudi padale. Se pravi, prvo izberemo da Jevševo, se pravi, tako izberemo. Vedno uporabljamo tukaj prvo minuto. Dodaj, pa spet gol, drugi polčas, se pravi, bilo 2:0, vedno se prvo pojavijo domači igralci, druga razdelek je drugi, se pravi, to je tako. Zdaj pa je domači, to je vse naključno izbrano. Tako. Moramo pa paziti, da vpisujemo tako, kako je potekala igra, ker tudi tako bodo se podatki videli na zapisnikih. Tu zapisnikarji bodite zelo pozorni. Se pravi, gole smo vpisali, sedaj so kartone na vrsti, najprej tu začnemo takole. Vse naključno, vse pišemo vedno tako, evo, tako, pa še na drugi strani, tako. Se pravi, tule Jevševo, evo, spet prva minuta, tako. In sedaj imamo dogodke objavljene, še enkrat gremo preveriti, se pravi,
moramo se postaviti v rubriko stanja, se pravi, tekma je odigrana, končana, vidimo podatki pravilno izpolnjene. Sedaj gremo nižje, tule so sedaj pripombe sodnika, tule vpišete vse, kar vam pove sodnik. Če nima nič, ne pišete ni pripomb, jaz bom vpisal samo toliko, da vidite, kako to izgleda na zapisniku. Tu isto ne pišete, če ni pripomb. Pripomba. Tukaj sedaj še treba izbrati oceno. Izberejo oceno domači, pa gosti pove. Tukaj se označi delegat, če je slučajno prisoten oziroma se predstavi, da delegiran se ne izvede. In sedaj bi to bilo vgrajeno vse, kar se zanima, kar se tiče zapisnika. Podatki, ki so zajeti, tako so shranjene. Se vrnemo spet na zapisnik in sedaj gremo gor v okence Download in tukaj imamo izpolnjen zapisnik. Prej isto se vidi tako prej, ko smo ga pisali. Tukaj sedaj vidite, da so vsi igralci po številkah, strelci, se pravi, to so dogodki pisani, vodje ekipe, predstavnik kluba, to se sam zajema z baze. Tu se vidi, kako je zdaj pripombe, pa to pisano, da je zapisnikar. Tako, in ko vidijo klubi, se pravi, to je sedaj končano in gremo sedaj nazaj na spletno stran in sedaj to lahko tudi preverimo, se pravi, razpored. Tukaj vidimo gor in to se vse vidi, celi podatki, ki smo jih izpolnili, se pravi gor sodnik, vrsta tekme, pripombe, ocene, pa delegati, pa se pravi tudi dogodki se vidijo lepo, razločno. Sedaj tole bilo v glavnem vse, kar se tiče elektronskega zapisnika. Največ napak se lahko zgodi pri številkah igralcev, ko ne boste pozorni. Če se zgodi, da kaj pozabite, ko pa vidite, greste ponovno noter v zapisnik, popravite, pa shranite, pa stvar urejena. Vse, kar vas zanima v zvezi zapisnika, lahko pokličete na telefonsko številko, ki je objavljena na spletni strani. Ne glede na čas, bom vedno pomagal. Želim vam veliko uspeha pri izpolnjevanju.